Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes bomo prisluhnili pogovoru s Selmo Skenderović, pisateljico, pesnico ter študentko slovenistike in primerjalne književnosti. Predstavila je svoj novi roman z naslovom In če vsi pozabijo. Poglejmo. Dober večer, spoštovani, dragi, ljubi, knjigoljubci. Čestitke za Svetovni dan knjige. Torej, vse tisto, kar namerava izumreti, mu je treba posvetiti dan. A šalo na strani, predvsem dobrodošla Selma Skenderović, Koprčanka, Ljubljančanka in še marsikaj. Dve črki o Selmi, ki jo pravzaprav že dobro poznamo. Svojo literaturo, svojim kulturniškim tudi aktivizmom se je vzpostavila v tem prostoru. Nekaj črk, le toliko, da se orientiramo. Pesnica najprej, sama sem jo spoznala kot pesnica, pa pisateljica in študentka slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kot smo rekli, Koprčanka, hči Bošnjakov iz Črne Gore. Nismo nikoli pravzaprav pomislili, kako konsistentna je skupnost Bošnjakov v Črni Gori, ne v delu, severnem delu Črne Gore, rojena pa na Kosovu. V Slovenijo se je preselila še kot otrok leta 21, pa je pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti že izšel njen prvenec Zakaj molčiš, Hava. Knjigo ste mnogi tudi prebrali. Seveda se je že v njej avtorica pričela ukvarjati z vprašanji o družbi, o veri, o identiteti, o domu, o tujstvu, o pripadnosti in o spregledanosti. Oziroma, tisto, ko nekdo vate gleda, pa te pravzaprav ne vidi, še manj pa čuti. Pri 19 letih je dobila nagrado Urška, ki je slovenska literarna nagrada za obetavnega mladega literata. Se spomnim, zato, ker tisti, ki jo dobi, se imenuje Uršljanka. In potem smo se tukaj važili. Ko imamo Uršljanko od Selmo. Prosim? Uršljanko in Uršljana. Ja, ne? Zdaj imamo tudi člana. Ja, imamo. Ja, točno, ne? Danes pa se bova večinoma pogovarjali o knjigi In če vsi pozabijo, ki je prav tako svojevrstno nadaljevanje tematike, ki jo je Selma razgrnila že v svojem prvencu in je očitno eden osnovnih literarnih motivov njene književnosti. Torej, gre za prvoosebno pripoved študentke, za zelo pronicljivo ilustracijo družinskega nasilja, pa spopadanja z nerazumevanjem, nečutenjem, ki je pač značilnost sodobne družbe, ampak ker se to vse skupaj dogaja v Sloveniji, lahko rečemo slovenske družbe. Tako. Pred 4 leti v CMK-ju, bivšemu MKC-ju, so zelo bogati programi. Med literarnimi izstopajo mlade rime. In tako z drago kolegico oziroma prijateljico jasno lezeva včasih, ne, da slišimo, kako ta mladina piše, kako je kaj drugačna od nekih drugih generacij, ki so se že uveljavile ali ne. In gledam to mladost in njihove verze in ena izstopa, ena zelo izstopa. In to je bila Selma. To je bil prvi, bi rekli danes, impakt s Selmo Skenderović. Tvoja pisateljska pot, to tako močno zveni, ne? Ampak kdaj si pravzaprav začela uporabljati svoje znanje, ne nazadnje v nekem jeziku, ki ga nisi prej govorila nikoli, kajti tvoj materni jezik je bošnjaški. Kako se je začelo, Selma draga?
Začelo se je v bistvu, glede na to, da je tukaj učiteljica Nevija, začelo se je pri uri slovenščine, ko nam je naročila, da napišemo pesem Rdeči kapici. In takrat se spomnim, da sem šla domov in sem toliko časa premišljala, kako naj tako kratko pesmico vključim vse pesniške figure, ker se mi je res zdelo, da moram pa res vse vključiti. In potem sem napisala toliko dolgo pesem, da ne vem, po mojem sem jo pri pouku brala celo uro. In takrat sem prvič ugotovila, da jaz lahko nekaj napišem. To je bil kateri razred? Peti. Peti. Devetletka petič, ne? Ja. Ja. Peti razred, torej to je bilo 1 leto potem, ko sem prišla v Slovenijo, tako da takrat se je v bistvu začelo s pisateljevanjem, no, ampak nisem nikoli doživljala, kot da zdaj nekaj pišem. Bolj se mi je zdelo, zanimivo mi je bilo, da se lahko tudi tako izrazim. Potem pa ja, sem skozi celo osnovno šolo pisala, zase sicer nisem, občasno sem to komu pokazala, ampak ne zato, da nekaj komentira, bolj se mi je, rada sem delila to, ne. Tako da takrat se je začelo, potem sem pa v srednji šoli nadaljevala s tem. Krasno, to pomeni, da v osnovni šoli obstajajo učitelji, ki predajajo oziroma govorijo tudi o pesniških figurah v 4. razredu. To je sila spodbudno, ne? Če je padlo na plodna tla. No, potem je tu gimnazijsko obdobje, kjer seveda intenzivno tudi pišeš. Kakšna je izkušnja iz tega obdobja? Ja, v gimnaziji je bilo pa vse malo bolj resno, ne. Je bila spet profesorica Ines Cergol, moram reči, da sem imela kar srečo s temi mentoricami, vse so bile ženske. Ja, to je zelo pomemben podatek v bistvu, kjer smo ustvarjali literarno besedilo Majstral. In takrat, tam je Mak Tepši smo na sliki, no, takrat oni so hodili na literarni krožek, in jaz sem takrat bila mlajša od njih 2 leti in oni so tako dobro pisali, da se mi je zdelo, da jaz ne bom nikoli pisala tako kot oni, ne, in potem sem se trudila približati, potem so pa oni šli z gimnazije študirati in končno je prišel čas zame in za Vida Karloška. Mi smo potem v bistvu skoraj da sama soustvarjala Majstral, ker drugim to niti ni bilo toliko zanimivo. Tako da ja, takrat sem prvič dobila v bistvu nek resen komentar na delo, ker jaz sem profesorici Cergol nesla celo mapo nekih pesmi in proze, ne vem, spisov, pa je izbrala za Majstral 2 pesmi, ne. Takrat sem si mislila, joj, to je vse grozno slabo, ne. In še od tistih pesmi, ki jih je izbrala, je v bistvu prečrtala pol. Tako da ja, je bila kar streznitev v gimnaziji. Tako da ja, potem sem pa zelo hitro v bistvu napisala prvo zgodbo iz moje prve zbirke, sem napisala pri 17, tako da mislim, to je bila v bistvu ena druga ali tretja zgodba, ki sem jo napisala in z njo sem potem zmagala na Urški, kar je v bistvu neverjetno, da se mi je posrečilo. Ja, no, prvič, dobro, da so šli ti lepotci preštudirati, da so se namakali iz literarnega krožka. Dobro, da si imela tako mentorico, kot je profesorica in pesnica Ines Cergol, ne? Dobro, da si hodila v teater in si pisala tudi kritike. Ne? Zdaj, vsi vijemo roke, kako ni gledališke kritike. Selma nam je odšla v Ljubljano, ne bomo ga imeli tukaj kritika v Kopru. Šalo na stran. Urška je odprla vrata v, da rečemo, malo širši literarni prostor, da rečeva v Ljubljano. Mislim, da bi mi študij že odprl vrata v Ljubljano. Najprej sem šla študirati, potem sem pa v bistvu zelo hitro oktobra tudi zmagala, ampak dobro. Ja, odprla mi je številna vrata, v bistvu, to tako zveni malo pocukreno, ko rečeš, da ti je nekaj odprlo številna vrata, ampak je v bistvu res, ker tam se zdaj naredil nek krog ljudi okrog mene, ki mene niso prej poznali. Jaz na tem tekmovanju ljudje ponovadi sodelujejo 2-krat, 3-krat, 4-krat, pa so v finalu, pa se tam urijo v bistvu in zmaga. Jaz sem prišla kot nekdo, ki ga nihče ni poznal. In kar naenkrat so bili okrog mene neki resni ljudje, neki uredniki, neki, ne vem, pesniki, slovenski in tako naprej, ne. Pa jaz sem bila stara 19, meni se zdelo, ne morem zdaj odgovarjati na mail, ne morem zdaj tega delati, nočem tega delati, ne. Je pa prišlo potem vse ena stvar za drugo, ne. In ne vem, včasih celo pogrešam čas pred tem, ker je bilo več časa za ustvarjanje, za tisto iskreno čisto ustvarjanje, ker zdaj nekako to je vse bolj mehanizirano in ni mi všeč, da je umetnost potem tisto, kar
delaš zato, da nekaj delaš. In veliko kolegov in kolegic pa to dojema v bistvu samo kot poklic, ne kot potem tudi ustvarjanje, ker pa jaz ne bi rada, da se mi zgodilo. Razumem pa tudi njih, ker če živiš če si samo zaposlen v kulturi, moraš vsakih nekaj let nekaj izdati, je zelo težko potem samo skrbeti za ustvarjalnost. Tako da zdaj se trenutno vse nekaj meša, ampak ja, to je ta neka pot. Selma, časne dolžnosti je definitivno mimo, ne? Zdaj si v orbiti, govorimo o tudi kontaminacijah, ne? Življenja na literarni sceni. Potem izide tvoj prvenec, ne? Zakaj molčiš, Hava, zbirka zgodb. Knjiga je prevedena v nekaj jezikov, jaz sem prebrala angleški prevod. Ne? Mislim, da si imela hvaležne in dobre prevajalce. Kakšen je bil odsev oziroma odmev tujih pravcev? Mislim, da angleški prevod najpogosteje kupujejo v bistvu v Sloveniji, ker pridejo ali pa turisti, ali pa nekdo, recimo zdaj, ko imamo ta pisateljska srečanja na Bledu, pridejo pa potem kupijo knjigo, ker me že spoznajo. To se mi zdi zelo zanimivo, ker predtem ne poznajo me v tej vlogi, tam me poznajo kot nekoga, ki sodeluje v pemu, ne pa kot avtorico. Njim je to zanimivo predvsem zaradi tega, ker si ne morejo predstavljati, da v tako majhni državi obstaja nekaj takega, ker oni dojemajo, kot da je to še vedno bivša Jugoslavija. In se jim zdi nerealno, da potem takšne neke razpotja obstajajo še vedno tu. Odvisno pa, kdo so bralci, no. Povsod obstajajo tujci, ne. Tako da ponavadi najdejo neko stvar. Zanimivo je bilo, recimo pred enim letom smo se menili za poljski prevod in sem vprašala, zakaj bi prevajali v poljščino, a je smiselno, a je aktualno, in potem je ta prevajalec rekel, ja, da je aktualno in da so že vse knjige od Vojnovića prevedli in da je nekako jim ta tematika, da se nam zelo govori, da nimajo tujcev, ampak da je v Poljski tudi vse več. Ja, vsak večinec ima svoje manjšince, ne, za razne vaje iz življenja. Ta knjiga je seveda hitro pošla. Čemu bi pravzaprav pripisala njeno popularnost Have v slovenskem prostoru, nenazadnje veliko recenzij, zaradi tega se imela veliko intervjujev, ki morda vsi se ne dotikajo samo literarne vrednosti, ne, ampak so te razumeli kot enega ambasadorja. Mislim, da je tako hitro pošla, pa da je bila priljubljena zaradi drugih, tudi ne samo umetniških razlogov, ker me malo moti in nimam rada, da se moj knjig bere na tako didaktičen način, ampak samo na didaktičen način. Dejstvo je, da so me ljudje spoznali kot najstnico, avtorico najstnico in da je že to bilo zanimivo, ne, da je nekdo napisal tako knjigo. Seveda so se tudi ljudje prepoznali v knjigi, tudi iz pragmatičnih razlogov. Tisto je zbirka kratkih zgodb, ki se prebere v 2-3 urah, nihče se ne ukvarja z romanom, to je že prezahtevno. Tako da, ja, tisto je bilo pametno napisati zbirko kratkih zgodb. Je pa, za razliko od romana, so nekako ljudje to dojeli, kot da sem se postavila na stran tujcev, recimo. Tako da preko sem spraševala za odzive, recimo zelo različne odzive dobivam v manjšinskih krogih. Predstavljala sem knjigo in v črnogorskem, mislim, zaradi svoje identitete me vabijo v različne kroge, tako da smo jo predstavljali tudi v črnogorskem društvu, v bosanskem društvu in bošnjaškem društvu in v Bosni povsod, in potem so reakcije ljudi različne. No, s Havo so se dokaj poistovetili, medtem ko s to knjigo ne. Tako da zanimivo, no, imajo pa tudi oni seveda veliko svojih zgodb, to so ljudje, ki so starejši od mene 30-40 let, ki so vseeno živeli v neki drugi državi, v nekih drugih časih. Tako da mi je potem, iz tega vidika je meni lažje to delati in pisati, ker vseeno nekako imam to svobodo. Oni, ne vem, če bi pred 30 leti lahko napisali tako knjigo v bistvu. Ja, v slovenski literaturi se ta motiv tako precej sramežljivo pojavlja. Ne leposlovje, ampak jaz spomnim iz leta 80 ene sociološke študije Silvije Mežnarič, morda se kdo spomni,
Bosanci, Vejca, ali kam gredo Slovenci v nedeljah, ne. In to je bil prvi šok na slovensko umetnost, zdaj nima več časa. Bomo potem pri družabnem delu razpravljali tudi o tem. Rekli smo, da so osnovni motiv, ki je prisoten v Havi, se seveda znajde tudi v tem romanu. Roman kot zahtevnejša forma, kot kjer se vidi tudi določeno že mojstrstvo avtorja. Zdaj, Hava je bila en tak blisk, bi rekla, na slovenski literarni sceni. Tematika nepripadnosti pa je v romanu razdeljena veliko bolj natančno, slojevito in tudi z nekim razlogom. Prej si omenila, kako skupnost, ki ji tudi pripadaš, ta roman ni objela tako na prvo kot Havo, kjer si izkričala velike krivice in bolečine. Tudi ta roman jih ubije, vendar na veliko bolj urejen, bi rekla včasih tudi zelo racionalen način, ampak toliko globje. Kaj je tisto, kar bi v tem romanu sama ocenila kot napredek vsekakor, ampak nadaljevanje oziroma višja stopnja tvoje lastne pripovedi? Ja, v Havi sem predstavila bolj neke osnovne točke, s katerimi se priseljenci tu srečujemo. To so neke zadeve, osnovne diskriminatorne zadeve, ki so problem, od imena do praznovanja do nekih zame banalnih stvari, za druge zelo kočljivih. Medtem ko v romanu so vseeno predstavljene spet vse te stvari, ampak na popolnoma drugačen način. Tukaj ne gre samo za predstavitev tega, ampak za dejansko doživljanje. V Havi je vse to zelo slikovito, hitro se konča zgodba, sem že prej rekla, zelo hitro prebere. Tukaj pa moraš spremljati pripovedovalko skozi 200 strani, več kot 200 strani, ki nima samo tega dela, priseljenskega dela, ima tudi druge probleme, druge dele identitete. Tako da tukaj sem pripoved definitivno, malo več dela sem si dala, tudi slogovno, zelo sem se trudila slogovno. Težko je, ko imaš kratke povedi, tako kot jaz, napisati roman, ker vseeno je treba nabrati vsebino. Potem tudi s tem mešanjem jezikov, recimo, tukaj se zelo ukvarjala s tem, kateri jezik naj vpletem. Prej si rekla bošnjaški jezik, ampak bošnjaški jezik ne obstaja. Opcijo sem imela... Pod Avstro-Ogrsko je bil kratek čas. Ampak Bošnjaki še štrahe. Morala sem uporabiti jezik, ki se govori v tem muslimanskem delu, torej v Sandžaku. In to je v bistvu neka srbo-hrvaščina, zdaj pa je to zelo težko zajeti, pa potem razložiti. In še vedno ljudje, ko berejo, rečejo, da so tukaj da je mešane z bosanščino, ker ni res. Potem take neke, tudi struktura pripovedi, recimo, da imam 2 pripovedi v bistvu. To je bilo tudi kar zapleteno potem nadaljevati tam, kjer si ostal, da res da ne greš v neko kar drugo zgodbo zdaj. Tako da seveda sem pa imela veliko več časa za pisanje romana, kot pa za prvo zbirko. Tako da vseeno neke stvari so se poklopile, da je potem to nastalo. Mislim, da je predvsem slog v bistvu tukaj. Slog, ne? Sem mislila, da te bom kasneje izvala, ampak res slog, ta literatura je vedno, vsaka literatura je najprej je slog, ne? Sporočilo je pa tako zelo jasno. Kdo je tvoja junakinja? Zineta, Zina, kdo je to? Ne bi ravno rekla junakinja, ni mi všeč to poimenovanje likov, da so junaki, se ne delajo nič posebnega. Recimo glavni lik, likinja. Ja. Pripovedovalka je Zineta, v bistvu je študentka, kot si prej rekla, živi v študentskem domu, ograjena je v bistvu od sostanovalcev in sostanovalk. Nenehno razmišlja o
o svoji družini, posledicah družinskega nasilja, o tem nekem umestnem prostoru, bi rekla, da je nenehno nekje vmes. In tako, kot piše Zoran Kneževič, je v bistvu dvoživka. In to sem res želela predstaviti, kako te zaznamuje in ta umestnost in družinski razred, ki te ne omeji zgolj na tej neki materialni ravni, ampak predvsem na neki čustveni, kulturni in vseh možnih ravneh. Tako da se veliko ukvarja s tem, razlikuje se od svojih sovrstnikov in sovrstnic. Pa še par drugih stvari sem mi pripisala, no zgodbo sem morala zgraditi, seveda to ni enoplastna likinja. Tako da ja, ker morala sem truditi, da teče pripoved, pa da ji pripisujem lastnosti, ki vseeno, glede na to, da je nikjer ne opisujem v bistvu, je bilo kar težko predstaviti. Zato sem jo skozi dejanja in recimo mislim, da ima kar drugačno osebnost oziroma njena dejanja se razlikujejo na Kosovo od tistih v Sloveniji. Tako da to je bilo zanimivo pisati. No, tudi, seveda sem upravila tudi humor v romanu, zato ker enostavno kot avtorici mi je tudi to zanimivo se malo igrati s slogom. Ne da samo nekaj predavam pa... Kar je zelo osvobajajoče, tudi za bralca. Seveda ta likinja Zina živi seveda v Sloveniji in se včasno vrača na Kosovo, v domači kraj svojih prednikov in seveda pride neizbežno do srečanja, do stika dveh različnih svetov. In ona jih mora premoščati, kako si pomaga pri tem mostičenju. Če je sploh možno zgraditi most, to je tudi eno vprašanje romana. Ja, pomaga si, večino časa je v bistvu jezna in žalostna in ne ve, kako naj si pomaga, ker nekako ne najde opore niti v svoji družini, niti v zunanji okolici. To seveda neke stvari, lahko črpam tudi svoje izkušnje. Zelo težko je graditi med svetovi in identitete. Jaz sem tega že dovolj, da mi nenehno govorijo, da imam sestavljeno identiteto in da vsakič, ko izrazim, da se ne čutim sestavljeno, mislim, da ne čutim teh različnih delov, se ljudje kar odzovejo defenzivno. Ker pričakujejo v bistvu, da boš po nekih letih, ne vem, po 15-20 letih življenja v tako imenovani drugi domovini že imel tudi dele slovenske identitete. In potem, ko izpostavim v bistvu, da vseeno jaz imam nek drugi materni jezik, da imam neke druge dele identitete, niso ravno zadovoljni z odgovorom. Ja, ampak kaj če jo reveži? Če pa imajo pred sabo pisateljco, ki piše v brezhibni slovenščini, in dobro piše, malo razumevanja tudi za te kritike. Ena od stvari, ki bralca povsem pretrese, vsaj mene je slikanje nasilja v družini in globina groze, ki jo Zina doživlja. Ti pa tako odlično ilustriraš s tem postopkom. Matere in očeta sploh ne imenuješ. To sta le on in ona. Torej, hujšega mraza, ki si težko človek predstavljal. Zakaj je ta družina, torej Zinina družina, ki živi tudi eno izolirano življenje, hkrati se pa navidezno prilagaja slovenski družbi, sodobni družbi, tako da je navzven skuša biti dopadljiva Slovencem, da bi rekli, da je vse v redu. Tako kot je tudi ta ista družba na deklarativni ravni večkulturna in razumevajoča. In koliko misliš, da so te stvari samo politično korektna drža, ampak v bistvu en tak mal plitu blef? Jaz sem tu želela predstaviti nekoga, ki je hkrati žrtev nekega sistema in hkrati agresor. In to je recimo pripovedovalkin oče. Mama je malo manj, ona ima neke druge probleme, pa
čeprav vseeno je nisem želela predstaviti kot manjšo agresorko, ampak nekako je tako izpadlo v bistvu. Tako da tukaj mislim, da tudi sistemsko neko zatiranje se seveda prenese na take družine, ki so z vseh možnih kotov odrinjene in zaničevane. Zanimivo mi je, ko se tako pogovarjamo o teh nekih kulturniških krogih in s kolegi in kolegicami na faksu, z ljudmi, ki se ne srečujejo s tem. To je zelo zanimivo, da v bistvu ne poznajo nikogar takega, ne srečujejo se s tem. Medtem ko že vprašaš nekoga, ki študira socialno delo, ti bo povedal popolnoma drugo zgodbo. Mislim, da se zelo radi zatiskamo oči, da nič takega ne obstaja. Tudi med slovenskimi družinami, ne samo med ta družbeni razred, ki sem ga prej omenjala, vse to je zelo hitro se lahko prenese tudi na slovenske družine. Popolnoma ista situacija je. In družba ni ravno sprejemajoča niti do takih Slovencev, kaj šele do tujcev in še posebej muslimanov, če že zdaj moram naštevati, kdo je bolj odrinjen. Tako da tu, kaj pomembno, zdi se mi, da se to pozna na vseh možnih ravneh. Tudi v literaturi, kar mi je še najbolj grozno, zato ker literatura je toliko majhen sistem, ki ga ustvarja neka peščica ljudi, ki naj bi bili izobraženi in tako naprej. Ampak knjige, ki se prodajajo, knjige, ki so zelo dobro sprejete o tujstvu, so ravno tisti, ki poglabljajo klišeje in stereotipe. Jaz imam dovolj teh knjig, v katerih avtorji uporabljajo 3 bosanske besede. Sej ne govorimo tako jasno, kot so to pobrali, pa to so lahko da tudi ljudje, ki niso rojeni v Sloveniji, recimo. To imam večni problem s tem, zakaj to delajo, ne? Tudi, dobro, mislim, knjige, ki so potem predstavljene v šolah, ki so izbrane za neke nagrade, ne? Če se samo vprašamo, mislim, letos so išle recimo 3 knjige o izbrisu, lani, 2024. Zelo različne knjige. In tukaj se je treba vprašati, katera od teh knjig, recimo, na najboljši način predstavlja izbris in katera ne. Pa recimo, dovolj bo, da povem, da ena, ki na najboljši način predstavlja, ni bila izbrana za 10-terico v Kresniku, recimo. Ja, kar smo pričakovali, ne? Ja, Od Rožmana. in se mi zdi, da to je, mislim, neka tipična zadeva teh elitističnih, komparativističnih krogov, da se potem vedno izbira neka tipična, slovenska zadeva, slovenski roman. In to je, ne vem, kaj točno naredimo s tem, da izbiramo tudi roman, ki je poglablja in poglablja to neko stanje, ki že obstaja. Ne zdi se mi to v redu, no. Lahko bi reševali na drugačen način te stvari. Pa sem tem, mislim, lahko imamo 100 dobrih avtorjev in avtoric, ampak če so nekako nerazumljeni tudi z naše strani, Težko, da pričakuješ nekega družbenega konsenza za te stvari. Naš prijatelj, pisatelj Moanis Sinanović bi lepo to označil. To je višja stopnja tega slovenskega orientalizma, ki ga jaz tako rada vedno ponavljam. Kako je nam ljubo to Sarajevo, kako imamo radi baklave, pa se pa ta ljubezen konča, in radovednost, vedenje in čutenje in vse, kar pride še zraven. Prej smo že nekaj rekli o slogu. Ta tvoj pravzaprav odsekan slog. Tu in tam se mi je zazdel tudi prav suh, ampak hkrati pa ustvarja tako dramaturško napetost, da človeka prav položi in navdihuje oziroma nažene k razmisleku. A imaš že kakšen feedback tudi od tega romana, ne samo književnih poznavalcev, morda iz tako X publike, ljubiteljev? Ja, no, vidiš, to je tudi primerjava s prvo knjigo. Prva knjiga je dosegla nek večji krog ljudi, ki niso literati in literatine, recimo. Tako da sem dobila tudi od te knjige odzive ljudi, ki se ne ukvarjajo z literaturo. Zmotilo jih je predstavljanje manjšine, ker tudi mene zmoti kot avtorico. Zelo težko je pisati o svoji manjšini, ne da bi jo stereotipiziral. Tako da s tem sem se največ ukvarjala v bistvu pri pisanju. Tukaj imam tudi jaz podobne dileme kot oni. Glede sloga, ja, mislim,
Zanimivi so tudi komentarji o družinskem nasilju, v bistvu, ki se ga vsi nekako najhitreje želijo izogniti, kot da čeprav v knjigi je verjetno pol knjige je v bistvu o tem. Ampak nekako, mislim, da tudi to obstaja zelo veliko knjig o družinskem nasilju, ampak ponavadi avtori in avtorici izpadajo zelo patetični, ker tem likinjam in likom pripisuje samo to vlogo neaktivne žrtve. In tukaj ljudje, zelo slikovito sem to napisala in se mi potem zdi, da jim je zelo neprijetno govoriti, če sem jaz v prostoru. Ker tudi razumem, vseeno, če imaš avtorico ob sebi, ne boš vsake svoje misli to delil. Tako da zanimive so te stvari. Mislim, jaz sem to še eno stvar je treba vzeti v račune, ker sem mlada, ljudje ponavadi si tudi dovolijo kakšno stvar, ki jo mogoče ne bi povedali komu starejšemu. Seveda, težko je pravzaprav, ker si z enako iskrenostjo in ostrino se lotiš anomalij pri vseh. Čeprav se pogovarjamo o večincih in manjšincih, ampak seveda nihče ni imun na zlo. Bi za ilustracijo prebrala en značilen odlomek, tako da zapopuščimo sloga. Irena mi je naročila, da ostanem. Ja, meni je naročila, organ bolje dela, ko stoji. Če ti je ljubo, pa naj je se. Tu je bila še zgodba vzdrževalca iz njene prejšnje službe. Mehmed je bil pred 20 leti zaljubljen v Slovenko. Poročila bi se, če mu ne bi njegov oče prisegel, da bo razvediljen, da se ga bo družina odrekla. Mehmed se potem ni nikoli poročil, ne Slovenko, ne z muslimanko. Slovenci so iz zgodbe potegnili, da smo vsi musliči taki, da se pri nas ni dovoljeno niti zaljubiti. Če se bom vsega držala, bom tudi jaz končala tako, so mi žugali, kot otroku. Naši so Mehmedu zamerili, da je družino kaznoval s tem, da se ni nikoli poročil. Eni in drugi so ga pomilovali. Meni se je vse skupaj zdelo popolnoma butasto. Če jo je imel tako rad, bi se moral poročiti z njo, ne glede na to, kaj si misli njegova družina, ki ga očitno ne spoštuje dovolj. To, da se ni nikoli poročil, sem na neki način spoštovala, držal se je svojih principov. Nisem pa razumela, zakaj je to zgodbo raztrobil sem, zakaj je dovolil, da ga je to zavedno zaznamovalo. Še najbolj pa so neverjetne zgodbe Slovenk, ki jih na neki način zanima eksotično življenje muslimanov, a se jih hkrati tudi bojijo. Slovenke poznajo na stotine zgodb, ko se je neka njihova prijateljica, znanka, sodelavka poročila z muslimanom, ki je uničil življenje. Po poroki se je čisto spremenila, tudi ruto je začela nositi. Zdaj se samo še z otroki ukvarja, prej je bila pa tako vedro, veselo dekle. In to govori o meni, kot bi mi želele dokazati, da smo v resnici slabi. Očitno so bile tudi oni posvarjene, da morajo leteti svojo jato. Večkrat sem si že predstavljala, kako bi bilo, če bi moj fant Slovenec prišel k nam na obisk. Najprej bi mu bilo nerodno, ker bi se moral sezuti pred vrati, ki bi mu jih odprl on. Ona bi stala za njim v našem ozkem hodniku. Verjetno bi poskušal povezati lik z delom, vse, kar sem mu povedala o njima, prenesti na njuni podobi. Zaradi mene bi se držal na varni distanci, ne bi jima takoj verjel, da sta vse to, kar glumita, da sta. Sedeli bi v naši mali dnevni sobi, ona dva v enem kotu, jaz in Slovenec v drugem, Azra vmes. Presenetilo bi ga, kako slabo govorita slovensko. Fotografije džami na zidu, črn tespih pred televizijo. Pogostila bi ga s kavo, sladkarijami in vsem, kar imamo. Vmes bi ga spraševala o njegovi družini in študiju, odgovarjal bi potrpežljivo, obljubila sem mu, da bo obisk kratek. Nima smisla, da si delam utvare, verjetno ga ne bi želela nikoli spoznati. Mogoče šele, ko bi dobila otroke. Kdo ve, kako bi njegova družina sprejela mene. Verjetno se tudi jaz s njim ne bi zdela primerna za njihovega sina. Morali bi se mi prilagajati tako, da na rojstnih dnevih najprej spečejo meso zame. Morali bi paziti, kako govorijo o nas pred mano. Morali bi nekako shajati z mojo družino. Mogoče podcenjujem namišljenega tasta in taščo. Včasih se strinjam z njima, da bi bilo Slovencem težko živeti, Srbom pa nemogoče. Zaradi tega imam občutek, da sem obsojena na muslimana. Včasih pa se mi zdijo take omejitve neumne, primitivne. Sama od svojih otrok nikoli ne bi zahtevala česa takega. Zakaj potem to zahtevam in pričakujem od sebe? V bistvu je Irena izbrala dober odlomek, ker to sem jaz želela dati na ta del o Slovenkah na platnico, ampak ja, žal rekel, da to ni prav.
Urednik Aljoša Harlamov. Je rekel, da naj izberem nek drugi del, tako da potem smo vse skupaj odločili. Malo za spoznanje mehkejši. Ja, seveda ne. Vse stvari, če jih zaviješ v eno žametno rokavico, morda pri prvem udarcu boksa ne boli tako zelo, ne. Selma, kaj je to tujstvo? Lahko ti odgovorim, da se jaz v Sloveniji še vedno počutim kot tujka, povsod, ne glede na to, kaj delam. Vedno sem si mislila v bistvu, da se ne bom tako počutila čez neki let, da ni šans, da bom tu živela 20-30 let, pa da se bom še vedno počutila kot tujka, recimo. To se mi je zelo nemogoče. In glede na to, da v bistvu, recimo najbolj mi je smešno, ko me ljudje sprašujejo, naj jim predstavim svojo kulturo. In še pred 3 leti sem v bistvu pod svojo kulturo razumela v bistvu, da hočejo, da predstavim ta muslimanski del, ne. Kar mi je tudi zelo smešno, ker potem ne vem, kaj točno želijo, ne. Ampak zadnjič sem prejšnjič je bila vaša gostja Ana Svitelj. No, me je povabila na FDV na eno njihovo uro o medkulturni vzgoji in vključevanju, no, in sem tam se pogovarjala z njenimi študenti in študentkami. In sem v bistvu, ker je bilo isto vprašanje, naj povem nekaj o svoji kulturi in sem rekla, da je moja kultura tudi slovenska, ne? Ker vse napišem te knjige v slovenščini, pa sodijo v neko slovensko kulturo, ne? In se jim je zdelo toliko nenavadno, da sem to rekla. In potem se je še meni zdelo, da to zdaj nenavadno, a naj drugače to povem, a naj drugače to predstavim. Tako da to tujstvo se mi zdi, da nekako vedno spremlja, ker nikoli, to, ker sem že prej govorila, nikoli ne moreš. Ta nepripadnost mi je večino časa v redu, ne? Jaz sem okej s svojo nepripadnostjo. Ampak potem, ko od ljudi, ki so zelo izobraženi na raznih posvetih, na ZRC-ju, ko sodelujem z njimi, poslušam neke neumnosti, njihove sklepe in ko oni želijo šolati nekoga, ki ima že to izkušnjo, se mi zdi, da nimajo pojma, ker niso nikoli bili v nobeni taki situaciji. Zadnjič smo imeli posvet na ZRC-ju o vključevanju otrok priseljencev v vrtce in šole in celo zelo zanimiv koncept je bil, ker so povabili v bistvu učence iz osnovne šole Livade iz Ljubljane, ki je neka medkulturna šola, pa imajo veliko tujcev in to. In zelo različni tujci so bili v bistvu in so govorili o svojih izkušnjah in želeli smo prikazati to os od osnovne šole do faksa v bistvu. In potem smo vsi ponavljali isto, mislim, meni 100-krat se je omenila težava z učenjem slovenščine, recimo, ampak potem sem prišla jaz na vrsto in sem povedala, da ni slovenščina edina težava, ki jo imajo priseljenci. So me poslušali 5 sekund, potem sem malo preveč grobo povedala, da nas Slovenci gledajo kot živali in so malo utihnili, ne. Ker malo mi je bilo tudi žal potem, da sem to rekla, ampak tudi ni mi bilo žal, ker sem jih gledala že 5 ur tam in se mi je zdelo, pa, da ne bo meni zdaj ena profesorica, ki ni nikoli se srečala z otrokom priseljencev, to govorila, ne. In potem na koncu je bil sklep, da se morajo več učiti slovenščino, ko smo že 100-krat poudarili, da to ni edini problem. Ali takšne stvari me zelo motijo, zato ker potem, če ti pametni ljudje delajo te načrte in neke plane vključevanja, oni delajo vse to, ne. Se mi zdi, da če oni ne razumejo osnov, kako naj potem nekdo, ki je manj izobražen od njih, ki se ne ukvarja s tem, to razume. In velikokrat, z moje izkušnje je ravno obratno, najpogosteje v bistvu razumejo tisti, ki se ne ukvarjajo s temi poimenovanji, z različnimi koncepti, ki ne delajo tega. Sej ni treba biti ne kakšen strokovnjak, da v bistvu razumeš stisko nekoga, ker ti učenci so recimo poudarili, da jih ni nihče v šoli vprašal, kako se počutijo. Recimo. Ne pa o jeziku. Tako da tujstvo je pri meni do vsega neke razsežnosti v bistvu nenormalne, ne vem. Se mi zdi, da potem tu pridejo te težave z identiteto, ne. Da ni to tako, ni vse tako idealno, kot se ljudje predstavljajo, da je super, da govoriš več jezikov, da je super, da ne vem, si različne vere, da je super, da je vse drugače, ne. Včasih je super, ja, ampak včasih ni sploh super, no. Se mi zdi, da je zelo drugačna situacija, če že kličeš za stanovanje, pa poveš, da se kličeš Selma, recimo. Ali pa za službo, da ne omenjam službe in takšne zadeve, ne glede na to, kdo si ti, sej ne vejo. Pa zelo različne odzive dobivam, ko me ljudje ne poznajo kot avtorico, recimo.
Ne. Ko me spoznajo kot avtorico, pa vejo, o čem pišem, si ne upajo. Potem nehajo, ampak predtem pa je čisto neka druga izkušnja. Ne. Zdaj bi mi lahko še o tem govorili, Selma. Tu smo zaradi knjige in zaradi tebe, ki si se v tem literarnem smislu dobesedno postavila na slovensko sceno. Ti si tudi literarna aktivistka, torej v društvu PEN, mladi deluješ. Nedavno si postala urednica zelo ugledne in stare revije Mentor Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti. Mislim, to niso mačkine solze, no? Ne zaupaš mlademu človeku, verjetno verjameš manj, da ima te sposobnosti. Hkrati seveda zaključuješ uspešno študij slovenistike. Kako zdaj s temi stvarmi? In kot slišimo, se tudi ne kot aktivist, ampak kot prvoosebni pričevalec, izkušenjsko lahko pomagaš zablodelim teoretikom, ki mislijo, da je večkulturnost in gibka identiteta, a ne tako nekaj zelo kul. Kaj ste vprašali? Ja, ni vprašanje, ne hočem reči, kako voziš vse te svetove, kako ti znese. Kako ti znese. Da sem sredi tedna v Kopru, to je zelo nenavadno. Tega si morajo vsi privoščiti. V bistvu sem danes že imela predavanja, seminarje, potem sem pa še prišla v Koper. Tako da moji dnevi so ponavljali popolnoma zasedeni, ker imam tisočino stvar za urejati. Ampak na srečo vse to nekako hitro naredim, zdaj na mail zelo hitro odgovorim. Je pa res, da nimam nekega počitka, ampak sicer trenutno sem še mlada, pa ga niti ne rabim. Tako da zaenkrat je še v redu, mislim, lahko si nakopiram te stvari, pa nimam še redne službe, več da bi imela še nekaj obveznosti. No, ampak vse tako kaže, da ne bo prav kmalu in dolgo treba čakati. Pravkar vodiš tudi cikel pogovornih večerov v Cankarjevem domu, kjer vabiš, kjer si ti gostiteljica priseljenskih pisateljev. No, če lahko omenim, moram mojega prijatelja in sodelavca v forumu Tomica Nevena Šumoviča, z njim se pogovarjaš 15. A lahko na kratko poveš, kaj si opazila, kaj druži vse te pisatelje, te ustvarjalce, te literate, ki seveda pišejo ali v svojem, ali v novem, pridobljenem jeziku, živijo pa tu. V bistvu jih zelo malo piše v tem novem jeziku. Zadnjič sem imela na pogovoru Saida Khatibija in Vidat Tamimi. Ona dva izhajata iz popolnoma drugega sveta, vseeno mi iz tega jugoslovanskega prostora imamo to srečo sorodnosti jezikov, tudi kulture, čeprav, no. Oni pa ne. In po teh pogovorih sem toliko utrujena in žalostna, v bistvu, da ti ne morem niti opisati. Ker ti ljudje, oni so prvič dobili priložnost, da povejo svoje težave v nekem prostoru, kot je Cankarjev dom. Velika večina jih tudi prvič gostuje v Cankarjevem domu, ne glede na to, da recimo Said ima vse možne arabske nagrade, ki bi jih lahko dobil za potopis, za filmsko režijo, za roman. No, če niste še prebrali, pravkar je šel prevod njegovega romana Konec puščave pri Glitterji. To so res ljudje, ki ogromno delajo, ki so drugje zelo znani, ampak v Sloveniji so zelo spregledani. Še hujši slučaj je v bistvu Vidat Tamimi, ker ona ostaja na... No, ja, to je rekla. Vas je omenila kot dober zgled, ja. Tako da to, kar mi povejo tam, so v bistvu težave, s katerimi se srečujejo in potem skupaj razmišljamo, če se to sploh da rešiti. In kaj jih druži, je neka seta, veš kaj je seta, neka melanholija, neko občutek, pa ne bi rekla ravno nepripadnosti, ker veliko njih se v bistvu trudi pripadati in že pripadajo, ker so vseeno veliko let tu, ampak ta nek občutek dvojnosti, neke razpolovljenosti, to jim je v bistvu vsem značilno. Meni je malo čudno, da se niso že prej povezali, da je moral priti nekdo, ki je od njih toliko mlajši, da oni naredijo nekaj takega. V
bistvu neverjetno. To je malo krivda tudi v bistvu na njihovi strani, ker se potem zapirajo v svoje prostore. Sicer je to popolnoma razumljivo, ne? Ampak škoda je, da to ne obstaja, da to ni v slovenskem literarnem sistemu kakorkoli omenjeno in narejeno, da se moramo potem še priseljenci ukvarjati s tem. Mislim, kaj pa moram še da... Mislim, to je zelo nerazumljivo v bistvu, da se obstaja o afriški literaturi se veliko piše, o LGBT literaturi se piše, o ženski literaturi se piše. Priseljenska literatura je tako zelo odrejena. Ja, to je tako občutljiva tema. Ja, pa tudi to je problem z oznako priseljenec. To, kar me tudi, a veš, malo me tudi jezi na teh dogodkih, da tudi oni sami nočejo oznake, ampak če nimajo oznake, potem sploh ne obstajajo. In tukaj je ta eno trčenje mnen, da mislijo, da je vse super, da bi morali biti sprejeti samo kot avtorji, ampak žal niso in ne bodo sprejeti samo kot avtorji. Oni bodo tu živeli še 50 let, pa vseeno ne bo Said, ki prihaja iz Alžirije, sprejet kot Drago Jančar. Mislim, ta problem je tak zelo ki bi se ga morala lotiti literarna teorija, v bistvu ne da mi tam razpravljamo. Torej, dela čaka. To meni je spet, ja. Meni je Slovenija, ki tako se radi res pohvalimo in tudi ne samo, da smo imeli raznolike gospodarje, ampak smo bili križišče, da ne govorimo tak mediteranski kos tukaj. Pa mi smo dediči beneške kulture. Koliko poznamo, koliko si ti skozi odlično šolanje izvedela za italijanske literature, ki je tu doma. Nič, ne? Čeprav jaz sem imela italijansko na maturi, ampak nismo se delali italijanskih avtorjev, delali smo nekaj svetovnih. Hočem reči, da je ta mala nijansa, ki bi pomagala. Medve smo 1 uro že porabili. Jaz bi samo tukaj, na tem mestu, kjer zdaj ti sediš, je pred kolikimi leti jasno sedel en težaški pisatelj in pesnik Juan Octavio Prenz. On je napisal eno knjigo. Ta knjiga se kliče Samo drevesa imajo korenine. In seveda, to sklicevanje nenehno, na globino teh korenin, potem vse tisto, kar se pritakne zraven k plemenitim nacionalnim čustvom, ampak ki se tako mimogrede lahko zlorabi. Vse tisto daje nekje eno upanje, da je moč živeti v nekem prostoru, ga poznati, ga ljubiti in biti srečen, ko to ljubezen in to zavedanje deliš prav z vsakim, ki je v tvoji bližini. Tako kot je napisal Marko Soslič, ki oddaleč prihajaš v mojo bližino. Tako si prišla tudi v mojo, Vesna, Selma. Evo, lapsus. Jaz sem si pa tukaj izbrala za konec tak posladek, čist zadnje vrstice iz Selmine knjige, ki pravi takole. Moraš ostati. Jaz imam 300 let. Jaz imam 300 let. Ni v redu. Oče in Nazdra sta naju čakala na avtobusni postaji. Nisem ju videla več kot mesec dni. Mama se je odpeljala z njima. Jaz sem šla z 18 do študentskega doma. V Rožni dolini je bilo kot ponavadi glasno, a me glasnost za spremembo ni motila. Nedelja je. Lahko računam, da so zabavo dobrodošlice tokrat organizirali tudi zame, sem se uspela potolažiti. Ko smo se poslavljali, mi je mama rekla, naj napišem sporočilo, ko prispem. Sem doma. Poslano v nedeljo ob 24:07. Selma Skenderović.
Ja, pa seveda moramo biti malo teatralni. Tako so dobri kulturni klubi, ki ima te pogovore o brani, ki si kjer mislijo, jasno, čeprav in jih vozi že 20 let, 10. Mi se ti zahvaljujemo zdaj pod mladnim šopkom, ker na koncu si le tudi ena mlada dama, čeprav danes ti ni moderno reči. Imamo pa še nekaj zate. Kar Selma ne ve ali ne? Ne ve. No, običajno moderator poprej pripravi gostjo. Mi omenja si mi. Rado je naš gost dobi karikaturo, ki jo naredi še naša italijanska Koprčanka, karikaturistka Lorena Fermo. Ona zmore poiskati povezave, ki jih drugi ne vidijo. In tako nam je rekla, naj ti povem, da se je dolgo ukvarjala, kaj ne karikaturi Selmi Skenderović sploh izpostavi. Noče biti, kaj bi rekla, ponavljati literature, vedno išče nekaj svojega. Nekaj, ker ona naredi drugače. In skoraj smo bili že brez karikature za Selmo, ker se ni zgodilo, ko se je Loreni Fermo oglasila neka pesem. Pesem iz časov, ko Selma Skenderović je bila samo še zamisel. In oglasila se je pesem Selma, Selma, zada Selma. Ide Selma na fakulte. In na koncu še odgovor na, pa še vsi pozabijo, ništa se ne zaboravlja. Tako, to ni ravno tvoja literatura, je pa Lorelina misel na svojski način s teboj povezana, ker je nad tabo napisana v zelenem Jugoslavijo, z vsemi črkami, ki jih je imela, in ob njem seveda delca Gelega Durma, in sonce ti kaže Selma, Koper je tu. Malo, ne? Zadeta je. Zdaj Željko Bebek. Ja, gledaj to, ja, popolnoma. Tako, s tem smo zaključili ta Prešeren večer. Selma, ki si naša tudi koprska pisateljica. Mi se s tabo oponašamo, no. Hvala. Mi se samo pisateljica. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič, ko nas bo kolegica Ana znova razveselila z zanimivimi vsebinami.